Klepet ob kavi omogoča ogled brezplačnih izobraževalnih vsebin. Na spletni strani klepetobkavi.si pa lahko najdete tudi aktualne novice, spletno trgovino preverjenih izdelkov, ki jih priporočajo klepetovi strokovnjaki. Z nakupom le-teh še naprej omogočate brezplačno dostopnost izobraževalnih vsebin. Hvala! Dr. Miloš Židanik o tem, v kakšnem stanju je duševno zdravje ljudi v Sloveniji. Edita Tomič pa o otrocih ločenih staršev. Ko sem bila sama v osnovni šoli, smo imeli mogoče v celem razredu enega ali pa dva sošolca, ki sta bila otroka ločenih staršev. Ko se danes pogovarjam z ljudmi, z tistimi, ki so še vedno v osnovni šoli, je pa v razredu pravzaprav ravno obratno. Mogoče en ali dva otroka sta staršev, ki sta še vedno skupaj. In ja, zelo se je spremenilo. V tej poplavi ločitev in nekih takih razhajanj pa so tukaj vendarle otroci in ti otroci so drugačni. Na kakšen način? Edita Tomič je danes v naši družbi. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Zdaj, v tem celem domino efektu ločitve, kjer je verjetno najbolj prizadet in na udaru ravno otrok, veliko se fokusiramo na vse ostale, včasih pa mogoče na koga pozabimo, oziroma kdo ima v tej zgodbi tudi velik vpliv. Zelo velik vpliv, ki ga običajno tudi spregledamo in se pravno formalno ne izpostavljajo, so stari starši, to pomeni tašče, tasti in ostali, na katere so otroci zelo navezani. Vendar, ko pride do ločitve, potem se tudi tukaj začnejo krhati odnosi in partnerji zaradi raznih čustvenih prizadetosti prepovejo ali onemogočijo stik z starimi starši. Te stari starši pa potem tudi zaradi čustvene ranljivosti, kjer je partner zapustil ali njihovo hči ali sina, ali sploh pustil otroke pa partnerja, potem začnejo otroke prepričevati in pa vzgajati v nekem sovraštvu do starša, katerih je zapustil. Ja, to je... Po domače se reče temu, da hujskaš nekoga. Hujskajo, ne? In potem je tudi problem v tem, ker otroci, sploh ko so še manjši, želijo imeti stik z obema staršema, ne glede na to, kaj se je zgodilo, in imajo slabo vest, če se počutijo dobro pri staršu, ki je odšel in naprimer ga babica vpraša, potem ko otrok pride po enem tednu do njih, kako je pa bilo, pa reče vnukinja, babica, lepo, ampak brez zamere ne biti jezna. A si predstavljate, kakšno slabo vest in kakšen občutek krivde ima ta otrok, ker se je počutil dobro pri staršu, ki ga pač babica več ne mara. Druga stvar je pa tudi potem seveda neka čustvena podzavestna izsiljevanje, kjer otrok enostavno začne podzavestno manipulirati. Ja, jaz sem opazila, da ti otroci so vrhunski manipulatorji. V tem smislu, da izsiljujejo ali starša ali kakorkoli in to njuno razvezo pravzaprav uporabijo v sebi v prid, da vse dosežejo. In je kar tak, wow, ampak pravzaprav verjetno tudi to ni vredno obsojati, ker je to samo posledica nečesa. Tako je. Otroci pač začnejo podzavestno manipulirati, sploh ko pridejo do pubertete ali kaj takega, zaradi tega, ker pač vsi smo naravnani na to, da pridemo na najlažji način do svojega cilja. In ker imajo starši občutek krivde in slabo vest, potem temu otroku omogočijo vse,
zaradi tega, da bi ga ta otrok imel rajši kot partnerja. In je tekmovanje. In tukaj je tekmovanje, v bistvu je pa to podzavestno izsiljevanje partnerja, starši ne komunicirajo in potem se otrok tega navadi. In gre seveda po najmanjši liniji odpora in potem seveda prenaša očetu, mami, starim staršem. In spet stari starši so čustveno zelo agresivni na tem področju. Jaz poslušam dosti teh stvari in slišim, kakšne besede vse izrekajo, grde, opisne o nekom, ki je šel, in se povem, seveda otrok, ko je v puberteti, sam malo zajokca, malo reče, veš, kaj mi je rekla ali pa kaj mi je rekel, in doseže vse, kar je mogoče. Ja, seveda. Leta 2017 je bilo več kot 2000 zakonskih razvez. To je podatek iz leta 2017 iz Statističnega urada, kar se tiče naše lepe dežele Slovenije. Edita, k tebi pa prihajajo ljudje iz zelo različnih razlogov, ali so tukaj prevare, ali človek ni zadovoljen sam s sabo, s svojim življenjem, ali želi delati na sebi, tudi starši, taki in drugačni. In kljub temu, da se po eni strani malo zgražamo nad tem številom razvez, ki jih je res veliko, je pa vseeno v Sloveniji ogromno zvez, ki so samo še neke ekonomske skupnosti. Zdaj pa, kaj je boljš, ne? Takole, zdaj 81% zakonov je še ekonomska skupnost, tistih pravih je pa zelo malo. Zdaj, pri ekonomski skupnosti je to, da je partnerje strah iti svojo pot, zaradi različnih strahov, kako bojo uspeli, a bojo zmogli ali ne, potem zaradi delitve nepremičnin in pa to so samo izgovori, da vztrajajo zaradi otrok ali nepremičnin, in v takem družinskem odnosu saj otroci nimajo kaj dosti od tega, ampak če že je tako, da ne moreš, potem je boljše iti narazen, vendar pa s poudarkom in premislekom, kaj se bo s temi otroci zgodilo. Če so otroci že večji, je lažje, ker se lahko pogovoriš. Pri majhnih otrokih je pa to problem. Jaz pravim, ne vztrajati v partnerstvu za vsako ceno, ne pa tudi takoj za to, mislim, meni osebno, ko reče, ja, pa me ne podpira, pa nimam časa zase, ja, malo smo izgubili stik z realnostjo, če se odločiš biti starš, potem je treba to upoštevati, in ne moreš pričakovati, če imaš 3 otroke, da imaš pa še čas za sebe in tako naprej, pač takrat si prevzel vlogo starša in jo moraš tudi to speljati, ne pa kar tako iti narazen, ker otrokom pustiš trajne posledice. Ampak se mi zdi, da je tukaj zelo težko videti. Ogromno žensk vidim, ki bi že zdavni, ki jih že otroci prosijo, prosim te, loč se, to ne gre, pa v bistvu tega ne naredijo zaradi nekih strahov. In se mi zdi, da je tukaj, pač, da si ti tukaj ful koristna, zaradi tega, ker vidiš, kakšno je realno stanje, si nekdo, ki je od zunaj, ki pogleda na to sliko, recimo, ker težko je imeti takrat stik z neko realnostjo, pa nek celosten pogled. In na minulem vikendu za dušo, kjer si tudi ti izjemno pomagala našim udeleženkam v Strunjanu, sem si zapomnila, kaj ena gospa rekla, da se je 20 let odločala, da se bo ločila, in po 20 letih je najprej vprašala svoje otroke, kako bi se oni počutili, če dejansko ne bi bili več družina, in so ji otroci rekli, pa mi že 15 let nismo več družina. Ja, ker je to tako prav, to se pravi, ampak te otroke je spravila do neke starosti, ki to razumejo. In seveda, če vidiš, da ne gre, sploh če kakšno nasilje, če čisto se razhajata, je v bistvu živi čisto vsak svojo življenje in otroci tudi od tega nimajo nič. In je prav, da grejo narazen. Jaz jim pomagam tako s tem, jaz nikomor ne rečem, loči se ali pa ostani. Jaz jih pripeljem do tega, da začnejo razmišljati, zakaj vztrajajo v taki energiji,
ali to izgovori otroci, nepremičnine, starost, bolezni in tako naprej, ampak ključen je strah. Ampak zdaj, mogoče jaz malo živim v iluziji, ker na koncu še nisem mama in nimam svoje družine. Ampak recimo, če tako pomislim, kako bi bilo najbolj pametno recimo za vse, da če se dogovorita starša, da se bosta ločila, da se naredi skupen sestanek i s starimi starši, i z vsemi in da se v bistvu oni, da rečejo, lej, pač, ok, midva nisva skupaj, ampak tlep morava biti pa trdna skupaj, Tako, najbolj pametno je to, če partnerje ne zmoreta. Če ne gre, je boljše, da gresta na razen, vendar, da se kompletno vsi dogovorijo o vzgoji otrok. Vzgoja mora biti enotna. Najbolj grozno je to, ker začnejo zaradi vzgoje čustveno izsiljevati partnerja preko otrok, ne komunicirajo, potem govorijo, kakšen partner je bil, v bistvu otroka pripeljejo do tega, da prekine popolnoma stike z enim od staršev. Se pravi, če se ločita, nimaš kaj pluvati po drugemu. Ne, enostavno pred otroci sploh ne. Ker otroci prevzamejo občutke krivde, da niso bili pridni, da niso dovolj dobri, ponižanje, sramota in tako dalje, kar jih potem celo življenje spremlja in so vase zaprti, nimajo partnerskih odnosov. Ampak kaj je pa najbolj groznega, kar se še zgodi, je to, da starš, pri kateri otrok ostane, običajno so to mamice, prepričajo te punčke, to se pravi otroke, prav sovraštvo do nasprotnega spola. Do moških. Moški so prasci. In jih posesajo kot partnerja, zamenjajo otroke za svojega partnerja. In nekako jih čustveno izsiljujejo. Zdaj sem imela en primer, 22 let stare punce, ki se je mama ločila z očetom. Punco je prepričala, da je pred parimi leti prekinila stike, ima neprestano slabo vest, ker s očetom ne komunicira, ne upa se iti pa v stik, ker se bo potem mami zamerila. In če se mami zameri, to se pravi, ostane brez staršev. In mama jo je pa popolnoma posesala, to se pravi, jo neprestano kontrolira, kje ji določa, kaj lahko, kjer partner je zelo v redu, kjer ne, ker v bistvu ne živi več svoje življenje naprej, ker jo je strah, a bo zmogla ali ne, si ne išče novega partnerja, ampak posesajo otroke in se obesijo na njih. In ti pomagaš v bistvu in staršem in otrokom potem? Tako, ne, jaz pomagam tistemu, ki se za to odloči in tej punci se nekaj, ne delajte kvantnih skokov, ampak enostavno bo treba mamo pripraviti na to, da vas pusti z rok in iti svojo pot. Se pravi, začeti živeti svoje življenje, ne pa v iluziji drugega, ker to sovraštvo je tako močno, jaz se kar zgrozim, ko slišim, lahko si predstavljaš to, da otroka daš, naprimer, k očetu in mu prepoveš, da ne sme s sabo nositi svoje garderobe, ampak da mora pri njemu njegovo garderobo nositi, potem naj z jezo tam pakiraš kovček, ki gre otrok za vikend, kot da je otrok kriv, da gre zdaj pač k njemu. Ampak to je samo zaradi tega, ker si tu čustveno prizadet, ker te je partner pustil, sploh pri kakšnih prevarah, ker ne moreš dojeti tega, da je lahko partner srečen z neko drugo osebo. In potem ga kaznuješ preko otrok, mu prepoveš stike, potem ne dovoliš, da prinese domov, kar mu je oči kupil ali pa mamica, ki je šla, podcenjuješ to. Zanj sem slišala eno tako opazko, Bog ved, kje se je mamica vlačila, da ti je lahko tole kupila, je rekla babica vnukini, ko je prinesla vsa vesela to domov in tako naprej. Mi se sploh ne zavedamo, zakaj, zaradi svojih iluzij, zaradi svojih prepričanj, zaradi svojega ega, kaj delamo tem bogim otrokom. V bistvu smo mi ranjeni, pa na njih to dajemo. Tako je. Hkrati pa imamo otroka najraje na svetu in mu nič slabega nočemo, ampak se to dogaja zaradi tega, ker se tega ne zavedamo. Ker se ne zavedamo, ker smo mi prestrašeni, ker smo mi razočarani, ker ne dovolimo. In pa sploh se pa meni zdi to zelo grozno, kar delajo, da otroke določijo tako, da so en teden pri starših, pri enemu staršu, drug teden pri drugemu staršu. A to ni najboljši način?
a si predstavljaš sebe, da se vsak teden seliš sem pa kje dobiš občutek doma, občutek varnosti. Se strenjam. To je popolno izgubljeno. Dvojna vzgoja, poslušanje skozi, kakšen je kdo. Pravila igre tam so taka, a ne? Meni se to ne Kako zdi... pa, kaj pa predlagaš? Kaj misliš tako na vse splošno, da bi bilo najbolj učinkovito in dobro za vse? Predvsem za otroke. Moje mnenje je to, a ne, da če se starša ločita, en prevzame vlogo, pri katerem starši so, otroci so, drug partner prihaja, je v stiku z njimi, kar se tiče vzgoje in pa nakupov in tako naprej, ne se starša po telefonu zmenita, ne pa preko otrok. Dejansko te vikendi to so super, ker stvar je v tem tudi zaradi tega, ker potem te otroci enostavno ne morejo čustveno sprejeti novega partnerja, nekega starša. In potem se začne ljubosumje, potem se začne v najstniški dobi, zdaj sem imela zadnjič punco, ki je začela pri 12 letih piti. Potem se je začela drogirati. Se pravi, vse to so posledice? Posledice, ampak to je klic na pomoč. In starša namesto, da bi se ukvarjala s tem, kako ta otroka peljala čez to, se obkladate en čez drugega preko otroka. In si kajle spuščata po domač povedano. Tako je, Zelo mi je pravzaprav koristno tudi tole, kar si zapisala in pripravila za naše gledalce in gledalke, in sicer obremenitve in najpogostejši vzorci otrok ob ločitvi staršev. Če dovoliš, jih tudi preberem, pa boš potem še malce pokomentirala. Nisem zaželen, to so take čist primarne. Kriv sem za to, da so se starši poročili. Nikoli ničesar ne storim prav. Zato, ker sem bil poreden, bom ostal brez staršev. Nihče me ne opazi, vedno sem odveč. Starša me nimata rada, srečni so brez mene, ni se vredno potruditi, počutim se umazano. Skratka, po teh obremenitvah oziroma teh vzorcih, ki so navedeni, se pravi, krivdo vleče nase otrok. Otrok. Sploh, ko se starši začnejo kregati med sabo, otroci to poslušajo. In takrat avtomatično prevzamejo, da so oni krivi, ker so bili poredni, ker niso ubogali, da se starše zaradi tega kregata. Dostikrat je pa to, da podzavestno starš, ko je jezen na partnerja, reče otroku, ja, ti si kriv zaradi tega, da sva se sploh poročila. Podoben si očetu, točno takšen si, takšna si kot mama. Takrat, ko otrok ne naredi tistega, kar starš želi. In tukaj nalagamo take trajne vzorce, ki jih otrok zelo težko predela. In seveda potem pridejo pa do najstniške upornosti in tako naprej in do zamer, ali pa enostavno prekinejo stike starši. Zadnje čase pri ženskah, 35 let tam nekako, ugotavljam, da več ali manj imajo vse blokirane mame, vse blokirane tašče in tako dalje. Ampak to je ponavadi ob ločitvi. Če je družina zdrava, normalno, da se kregamo, da smo v nesoglasju, ampak potem so pa obremenitve in jeza. In taka oseba, ko zraste v odraslo dobo, ima skozi občutek krivde in pa da ni dovolj dobra in potem tudi na poslovnem in drugem projektu ne dosega tisto, kar bi bilo lahko. Ker ne zmore, ker tudi v partnerstvu punca, ki imamo, neprestano posluša, kakšen pacak je bil oče, da je šel z drugo in tako, kako se bo ta otrok potem, ko zraste v tej punco, čustveno odprl partnerju, ker je prvo, kar jo je strah prevare in ranljivosti, ker je skozi v tem vzgajana. Ali pa fanti, fanti isto, fantje so izgubili pač ločenih staršev, pa da ostanejo pri materah, ga mama zelo dobro posesa kot partnerja. Tako da to se zelo hitro podzavestno zgodi in tak partner, tak fant prvič izgubi vzorec, kaj je družina, kakšna vloga je moška v partnerski zvezi in zaradi tega pa je toliko samskih fantov, ker enostavno nimajo, bojijo so žensk, ne da so mamini sinki, bojijo se in se ne želijo spuščati na to, da bi jih spet neka ženska skozi obdelovala, vzgajala in tako naprej.
Najlepša hvala, Edita Tomić, da si odprla to tematiko, nad vse pomembno. Všeč mi je, da si omenila tudi stare starše, ki imajo veliko vpliv, veliko moč in ga res ne smejo tukaj sračkati po domače povedano s tem, da pluvajo čez kogarkoli, ker se mi zdi, da tam otroci res najdejo neko varno zavetje in če še ti izgubijo, so pa res sami. Čist sami. Sami in izgubljeni. Najlepša hvala torej za vse, za vse, kar si podala. Vsekakor je o tem vredno govoriti. Vam, spoštovani gledalci in gledalke, pa svetujem, da pomagate tudi vašim bližnjim. Delite ta posnetek, informacije, ki ste jih izvedeli. Delite to, kar je zaupala Edita Tomić, tudi vsem ostalim, ki so torej starši, ločeni starši. Obvestite jih o tem, širite te informacije. Na takšen način ustvarjamo boljše okolje za vse, predvsem za otroke. Naj vas spomnim, na mladih svet stoji in dajmo poskrbeti za to, da bo svet zares še stal in to ne z duševnimi bolniki, ampak s trdnimi in stabilnimi osebami. Ena klinična psihologinja, ki jo zelo dobro poznam, je rekla, da imajo depresivni ljudje izostren čut za realnost. Ker mi ponavadi, ko hodimo skozi življenje, imamo rožnata očala na nosu. Klepet ob kavi omogoča ogled brezplačnih izobraževalnih vsebin. Na spletni strani klepetobkavi.si pa lahko najdete tudi aktualne novice, spletno trgovino preverjenih izdelkov, ki jih priporočajo Klepetovi strokovnjaki. Z nakupom le-teh še naprej omogočate brezplačno dostopnost izobraževalnih vsebin. Hvala!